Zdravo, koronaki! Začenjamo z najboljšimi novicami in to so rojstni dnevi. Kdo ima rojstni dan? Moj prijatelj Urban. Vse najboljše! Pa ne samo on, v komentarjih nam je Ajda sporočila, da ima rojstni dan tudi njena prijateljica Maruša. Vse najboljše! Kaj bomo še imeli v oddaji? Oddajo imamo. Razjezila vas je tale odločitev vlade, ki je z odlokom omejila športne dejavnosti in vaše treninge. In na Instagramu ste nam napisali kar nekaj komentarjev. V oddaji pa se oglašata tudi Aljuš in Eva. Ste zadovoljna? Povedali bomo pa tudi, kaj narediti, če korona razmere oziroma šolanje nadaljavo v vas povzročata stisko. Tudi to se dogaja. Sprehodili pa se bomo tudi izven naših meja, tudi tam narašča število okuženih in pogledali, kakšne ukrepe sprejemajo druge države. 3, 2, 1, gremo! Za ogrevanje šport oziroma omejitev športa. Moramo biti narazen 3 metre in vsak posebej oteče tiste razdalje, ki je dal trener. Mi ga imamo danes po Zoomu, nimamo jih, odpovedani, žal so odpadli. Mi ne bomo imeli več treningov in ful enih solzic. To je samo nekaj od vaših komentarjev na odločitev vlade, da omeji gibanje oziroma športne aktivnosti. Za tiste, ki so mlajši od 14 let, so dovoljene aktivnosti, pri katerih vas sodeluje največ 6 in ste lahko 3 metre narazen, kar ima za posledico to, da je odpadlo veliko treningov. Žal so treningi odpadli tudi Aljušu in Evi. Živjo! Zdravo! Moje ime je Eva. Sem Aljuš. Eva sicer živi na Oranskem in se v šolo in na treninge ritmične gimnastike vozi v Ljubljano. Ko so uvedli prepoved prehajanja med regijami, sem morala dobiti celo posebno potrdilo, da sem lahko šla v šolo. Prepustnice pa na srečo ni potreboval Aljuš. Hodim v drugo osnovno šolo v Celju in treniram rokomet v rokometnem klubu Celje Pivovarna Laško. Eva žal zdaj nima več treningov, Aljuš pa je imel včeraj še zadnjega in takoj po njem se je posnel in nam poslal tale posnetek. Poglejmo. Ravno kar sem izvedel, da zdaj ne bomo mogli več trenirati zaradi tega virusa in to spoštujem, ker zdravje vem, da je na prvem mestu, ampak mi pa tudi ni všeč, ker zdravje tudi, da se vsak dan gibamo. Do zadnjega sem upala, da bi se treningi in tekme nadaljevale. In ja, zdaj se tudi s prijatelji ne bomo mogli družiti, kar mi tudi ni všeč. Upam, da bo tega čim prej konc, da bomo čim prej lahko začeli nazaj hoditi v šolo, da bomo vsi zdravi, da bomo trenirali normalno. Želim si, da bi se to čim prej zgodilo. No, ostanite zdravi in adijo! Adijo! Če tudi ti treniraš kakšen šport in so ti treningi mogoče zdaj odpadli, nam spodaj v komentarje napiši, kako treniraš in ohranjaš kondicijo zdaj. Lahko pa nam napišeš tudi kaj drugega. Številnih ukrepov pa ne sprejemajo samo pri nas, ampak tudi po drugih evropskih državah, kjer narašča število okuženih. No, najstrožji ukrepi od včeraj veljajo na Irskem. Tam so pravzaprav za 6 tednov skoraj da zaprli državo. Odprte so le še tiste trgovine, ki prodajajo najnujnejše osnovne potrebščine, dejavnosti pa so omejene na največ 5 km okoli doma prebivalcev. Na delo bodo lahko šli le še tisti, ki opravljajo najnujnejše poklice. Zanimivo pa je to, da šole in vrtci ostajajo odprti. Španija je postala 6. država na svetu, ki je presegla mejnik 1 milijon okužb in se tako pridružila Združenim državam Amerike, Braziliji, Indiji, Rusiji in Argentini. Razmišljajo sedaj, da bi tudi po noči omejili izhode ljudi. Zaenkrat to še ne velja. So pa tako imenovano policijsko uro že uvedli v italijanski pokrajini Lombardiji, velja tudi za nekatera večja francoska mesta. Tudi Češka je ena izmed bolj prizadetih držav zaradi COVID-19. Tudi pri njih so do 2. novembra zaprli šole. Sedaj se pogovarjajo o tem, če bodo maske obvezne tudi zunaj ali ne. Zaenkrat so samo v javnih prostorih in pa recimo na javnem prevozu in postajališčih. Zdaj pa v Kitajsko, od tam prihaja dobra vest. Zelo hitro so se odzvali v prvem valu novega koronavirusa, postavljali so bolnišnice, zaprli pokrajine, testirali zelo veliko ljudi in sedaj nekako razglasili zmago nad novim koronavirusom, saj imajo zelo majhno številko na novo okuženih ljudi. Hana na Snapchatu sprašuje,
Zakaj so otroci do 5. razreda v šoli, mi starejši pa ne? Podobno zanima tudi Zalo. Medtem ko se jaz šolam na daljavo, je moj mlajši brat v šoli in mora nositi masko v razredu celoten pouk. Zakaj je to potrebno? Draga Zala, draga Hana, ministrica za šolstvo odgovarja, da mlajši učenci in tisti, ki so še v vrtcu, bolj potrebujejo pomoč pri učenju, kot vi, ki ste tega že dobro vajeni in vam gre organizacija in šolanje na domu že dobro od rok. Poleg tega mlajši otroci potrebujejo varstvo in je tudi tako na ta način poskrbljeno za njih v šoli oziroma v vrtcu. Draga Zala, še to, nošenje maske v razredu ni obvezno, obvezno pa je v skupnih prostorih, na hodnikih, na straniščih in tako naprej. Maske v skupnih prostorih pa nosijo tudi učenci iz osnovne šole Ajdovščina, ki so ostali v šoli in se imajo tam prav dobro. Fajn, zdaj smo najstarejši na šoli. Je zelo prazna, bolj prazna šola, kot je bila. Med odmori ni toliko glasno, kot je ponavadi. Pogrešam svojega brata, 7. razred. Se mi bolj da delati v šoli kot doma. Negotove razmere, v katerih smo se znašli, pa lahko v nas razumljivo vzbujajo tudi nelagodje. 2 nasveta, kaj storiti, če se ne počutite dobro, je za vas pripravila svetovalna delavka iz osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina, Nataša Čuk. Prvi nasvet, poskušajte biti čim bolj fizično aktivni. Torej, greste lahko teč, rolat, kolesariti. Morda preberete kakšno dobro knjigo ali pa si ogledate kakšen zanimiv film. Vse to so dejavnosti, ki vas sprostijo in nam preusmerijo misli. Kaj narediti, kadar stiska še vedno ostane? Takrat je prav, da se obrnete na pomoč nekomu drugemu. Saj poznaste tisti pregovor, ko pravi, ko nekaj poveš glasno, postane manj strašno. Super je, če se lahko pogovoriš s starši. Če to ni mogoče, v svojem okolju poiščeš odraslo osebo, ki ji lahko zaupaš. Če te osebe ne prepoznaš v svojem okolju, potem ti priporočam, da se obrneš na tom telefon. Zelo pomembno je, da se zavedate, da v stiski niste sami. In tudi mi smo tukaj za vas. Res pomembno je, da se o vaših stiskah in strahovih pogovorite z odraslimi. In na naših spletnih omrežjih, na naših družbenih omrežjih je že objava, kjer najdete več telefonskih številk, na katere lahko pokličete kadarkoli. To je bil vaš 4. spletni infodrom, ki bi ga lahko imenovali tudi Nikoli ob 13:05. Ali pa infodrom s kavča, jaz pa stola. Če vam je bil všeč, ga delite, Všečkajte. jutri pa Infodrom, tako kot ste ga vajeni vsak petek ob 16:35. In verjetno ne bomo zamudili. Ker bo Max. Ja. se gledamo. Čau!